kaj nam prinaša leto 2023. Zelo zanimiva tema, sploh na začetku leta, kaj ne? Tako da sem tudi jaz malce pobrskala po številkah. Kot veste, številke me zelo zanimajo. Če tudi vas, si lahko pri meni naročite šifro karmičnih zapisov, kjer pogledam skozi cifre vašega rojstnega dne, kaj je duša položila v zibelko, kje so vaši potenciali, kje se morate majčkeno nabildati, bomo rekli, in še marsikaj drugega. Tako da, če vas to recimo zanima, lahko majčkeno pogledate na moji spletni strani www.lavitas.si pod Misterika. Tako, zdaj pa gremo nazaj na našo temo. Letošnje leto je leto sedmice, kar pomeni, da bo leto zelo zanimivo, barvito. Kot vemo, je sedmica zelo tako pravljično število, tako da tisti, ki ste odprti tej pravljičnosti in čarobnosti, boste lahko v tem letu veliko tega tudi videli, ne? Ker je zelo odvisno, kako smo mi naravnani, tako pač vidimo svet okoli sebe. In tisti, ki res verjamete v pravljičnost, posledično čarobnost, tisti boste res, bom rekla, v vsaki stvari nekako znali videti nekaj dobrega. Tudi če ne bo tako dobra stvar, jo boste vi vseeno, bom rekla, gledali majčkeno bolj široko in boste prepoznali tisti mečsič tistega dogodka. Ta čarobnost te sedmice zna biti zelo prisotna, seveda, če smo v tej energiji odprti. Če pa ne, bomo imeli majčkeno manj čarobnosti, bomo imeli malce več učenja. Saj sedmica je predvsem število učenja, lekcij, učiteljev, predavanj, nekako bomo spoznavali nove stvari, spoznavali bomo sebe, nekako bomo res spoznavali tistega pristnega sebe, a ne? To pomeni, da to leto nas bo učilo, da enostavno izrazimo sebe, torej resničnega sebe, in tisti, ki ne živite tistega pristnega sebe, to pomeni, da živite po svojih željah, da nekako se ne skrivate za neko fasado, a ne, ponovadi je ta fasada nasmešek, večinoma, a ne, ali pa se nekako umaknete rajša, ne, ker ne želite prediskutirati določene izzive, recimo. Ko vas bo letos ta sedmica majčkeno pušnila naprej, da nekako se naučite zase postaviti, da se naučite sebi zaupati in predvsem, da se naučite izraziti sebe kot svojo resnico, ki jo čutite tukaj noter. To pomeni, če vi ne želite iti, ne vem, v kino, pač rečete, da enostavno ne želite iti v kino, da pač ne čutite tako in da ne greste, pika konec. In da se ne ukvarjate, kaj bo pa zdaj on rekel, ko boste vi rekli ne in podobne stvari. To ni več vaše. Vi se morate naučiti izraziti svojo resnico. Ne pohojati sebe, ja? Ne zatirati sebe. Ne zatirajte tistega resničnega občutka, ki ga čutite v sebi. Zelo pomembna stvar. In ta sedmica vas bo res to leto to učila,
da enostavno tisto notranjo moč zberete in rečete ali ne, ali izrazite kako drugače svoje občutja in resnično poveste to, kar čutite. Ne to, kar mislite, da morate povedati, zato da bojo drugi zadovoljni, ampak da res to, kar čutite, tudi poveste. To bo največja lekcija tega leta nas vseh. Ker mi smo vseeno naučeni, da se moramo smečkati, pa te energije ne bojo več podprte. In če ne boste sledili sebi, pač boste imeli določene izzive. Kakšne izzive boste videli sproti? Boste pa zelo podprti, ko boste izražali svojo resnico. To pomeni, da boste lažje izrazili to, kar čutite, da boste dobili v sebi neko moč, da boste res nekako izustili to svojo resnico in občutja. Najbolj pomembna stvar. Zato dajte se spraševati, ali čutim to, ali želim iti tja, ali res želim to jesti, ali sploh sem srečna, ali živim tako, kot jaz čutim, ali živim z nekom, ki ga ljubim, ali živim po svojih načelih in vrednotah. Tudi to je zelo pomembna stvar, da res svoje vrednote, najprej jih najdete, če jih še ne poznate, potem pa živite po njih in seveda jih tudi izražate. Seveda sprejmete tudi vrednote od drugih. Ne to mešati, da zdaj bom pa je že z uno energijo nekaj izrazil. Lepo izraziš svoja občutja s prijaznim tonom, z mirnim tonom. To pomeni, da najdeš tisti svoj notranji mir in takrat lahko izraziš svojo resnico, ne z unim napadom, ampak čisto umirjeno, z ljubeznijo greš in poveš to, kar čutiš. In takrat, ko boš na ta način povedala, takrat bojo ljudje tako tudi sprejeli in enostavno ne boste imeli problemov. Tudi, če bo kakšen nasprotni, malce bolj burni odziv, vedite, da to ni vaše. To ni vaše. To je od nasprotnikove strani in enostavno vi ostajate v svojem miru in se s tem ne ukvarjate. Vse se bo gibalo zelo na tem nivoju, kako bomo mi upoštevali sebe, ali bomo upoštevali svoje občutja. Če smo utrujeni, bomo šli spat in ne bomo brskali po internetu, do enih ponoč, ampak nekako bomo začutili, da rabimo počitek in bomo sprejeli to odločitev, da gremo spat. In s tem naspimo sebe, se spočujemo svoj in svoje telo, da lahko naslednji dan še bolj funkcioniramo. Zelo pomembna stvar. Zdaj sem en tak primer dala banalen, ker se mi zdi, da je zelo, pogost primer, ki ne upoštevamo sebe. Ko kar bedimo, pa kar nekaj še moramo narediti. Ja, jutri je nov dan, bomo jutri naredili. Zelo pomembno je, če ti začutiš v sebi, da rabiš spanec, potem greš spat. Ne, še to moram narediti, pa še to, pa še to. Jutri je nov dan. In ko rabiš spanec, si ga vzameš. To je en banalen primer, ki se mi zdi ful pogost in zato sem ga tudi izpostavila. Tako da vi lahko slikate kjerkoli tudi vaš primer. Je pa zelo pomembno, da res se umirjate,
In takrat, ko se boste umirjali, takrat boste šele čutili sebe in se tudi slišali. Slišali boste tiste pristne vaše potrebe in želje in ne tisto, kar vam drugi velijo, ali kar ste od zunaj slišali, ampak res tisto, kar vi čutite, da rabite. Zato to leto se dajte vsakodnevno sproščati. Vsaki dan najdite en način ali dihanje. Pri meni imate delavnico dihanja, potem zelo veliko dogodkov imam na sproščanje. Temo od zvočnih kopeli, gong kopeli, zvočne meditacije, tako da si dajte malo pogled na spletni strani www.levitas.si. Zelo pomembno je, da se tudi gibate in sproščate hkrati, tako da imam osebno vadbo Vitas Energy, kjer v bistvu zajema to celoto in dihanje, in gibanje, in sproščanje. Tako da ima vse noter in res potem po 1 uri si čist drugačen človek. Sploh najbolj sprostimo ta stres, ko se nam ga nabere čez dan. Tako da, če imate željo, če ste začutili, da rabite kaj takega, lahko pridete na brezplačno poskusno uro, več pa si lahko preberete na spletni strani. Zdaj pa gremo na, bom rekla, še eno stvar, kar bo tudi v spredju to leto in to je sigurno skrb za naravo. Narava je naša učiteljica in mi smo del narave. In če mi živimo z naravo in njenimi naravnimi zakoni, potem lahko zelo luštno plovemo z njo. Če pa mi ne živimo z njenimi naravnimi zakoni, pa nekako smo tudi v konfliktu sami s seboj, ker smo mi del narave in če mi zdaj ne plujemo z naravo, potem gremo proti sebi. In to je tudi en tak ful hud message, dajte spremljati naravo, dajte hoditi v naravo, narava vas sprošča, narava vas uči, dajte gledati široko, dajte kaj narediti za naravo, to pomeni ne jo sam skubati po domače, ampak dajte ji kaj vrniti, dajte kaj, ne vem, zdajle je zima, dajte kaj za živalce narediti, ali za ptičke, zdaj nimajo neke hrane, ali za srnce, ne vem, karkoli. Imamo ogromno stvari, kako lahko pomagate, na kakšen način lahko pomagate. Tako da majčkeno razmislite o tem, majčkeno se vprašajte, na kakšen način lahko pomagate in boste sigurno dobili svoj odgovor, ki bo najbolj točen in najbolj pravilen. Zato vas nekako spodbujam, da dajte zaživeti z naravo, sinhrono, poslušajte jo, drugače pač bo narava skozi bolj glasna, nam bo malo bolj glasno vse skupaj povedala. Želim, da vsak nekako najde tisti balans, tudi z naravo, ker enostavno smo del nje. In tako kot moramo balans v sebi najprej najti, preden sploh lahko z drugimi in tudi z naravo. Torej, prvi mesec je bil, da najprej v tem letu iščite balans v sebi, iščite notranji mir v sebi, iščite enostavno svojo resnico in tista prava občutja, predvsem prava občutja, da boste znali odreagirati pravilno in ne proti sebi, da boste šli s seboj v sporedno in ne proti sebi. Dajte se res spoznati, dajte se sproščati, da se boste lahko spoznali, dajte hoditi v naravo, da boste še naravo spoznali in potem začnite nekako balansirati sebe z zunanjim svetom. Ampak preden boste balansirali sebe z drugimi ljudmi
in z naravo boste najprej mogli sebe spoznati. Če vam vest veli, da rečete ne, potem brez slabe vesti rečete ne. Se ne rabite reči jezno ne, ampak rečete v miru ne. In to je vaša odločitev. Na ta način začnite enostavno vse občutke, ki so vaši pristni, na en tak miren, ljubezniv način tudi izražati. Ne rabite se dreti, ne rabite v jezi, ne rabite žaliti, ne rabite nič, samo izrazite v miru in z ljubeznijo. In zadnji message za to leto je, da res sledite svojemu srcu. To pomeni, da nekako se čutite, da čutite svoje srce in mu samo sledite. Spet smo pri sproščanju. To pomeni, da slediti svojemu srcu ne moremo, če smo pod stresom, če smo v naglici, če smo pod tisto ihto, takrat srca žal ne moremo slišati. Ampak, če se mi odpremo našemu srcu in s tem čarobnosti in s tem sočutju, veselju, radosti, vsem tem pozitivnim čustvom, če se jim odpremo, jih avtomatsko povabimo k sebi. In takrat lahko potem delujemo tudi s srcem. Ne pozabiti, da začutite s srcem vsako stvar in tudi odreagirate s srcem. Ne z glavo in ne z umom, ampak s srcem. To je tista čarobnost, ki se jo bomo tudi to leto učili. Majčkeno bo izzivov, ker nažalost nismo na tak način vzgojeni, ampak jaz verjamem vse nas, da nam bo uspelo. Dajte res vzpodbujati ta pozitivna občutja, predvsem jih boste našli, ko se boste umirili. Ko boste v notranjem miru, takrat boste prišli res do teh pozitivnih občutij, katere boste lahko potem tudi s srcem nekako dajali od sebe in tako boste tudi širili tisto srčno pozitivnost, srčno veselje, srčno radost. In seveda, ko boste to širili, boste še seveda dobivali tudi to nazaj, ker vse, kar pošljemo v svet, nekje pride nazaj, v neki obliki. Če pošljemo jezo, pride jeza nazaj, če pošljemo ljubezen, pride ljubezen nazaj. Tako da dajte paziti, kaj oddajate, kaj pošiljate v svet, in na kakšen način razmišljate, ker tudi misli se zelo hitro obrnejo na čustva in potem zopet oddajamo. Če so lepe misli, lepe občutke, če niso najlepše misli, potem tudi se ne počutimo dobro in tudi to zunanja okolica začuti. Jaz vas spodbujam, da verjamete, da se odprete tej čarobnosti, ljubezni, veselju, radosti, da predvsem spoznate sebe, da spustite vse, kar imate za spustiti. To pomeni, če je v vas kakšna jeza, če je žalost, dajte se s tem pomiriti. Dajte nekako spustiti ta čustva. Če rabite pomoč, individualna svetovanja, sem vam na voljo na info@lavitas.si, lahko to skupaj naredimo. Drugače pa, če začutite, pojdite v naravo, spoznajte naravo, začutite jo, ko boste res lahko potem lažje sinhrono z njo zaživeli in tudi, bom rekla, sinhronost boste potem oddajali. Tako da dajte to majčkeno si vzeti na znanje, malo razmislite o tem, drugače pa vas res spodbujam, da greste v raziskovanje samega sebe, predvsem to.
Jaz vam želim vse dobro. Ostanite pozitivni, delujte v radosti, delujte v srčnosti predvsem in iskreni bodite do sebe. Iskrenost je tisto res ena zadeva, ki vas bo tudi pripeljala do tistega pristnega vas. Morate biti iskreni sami s sabo, zato da boste tudi lahko sami sebe spoznali. Če ne boste iskreni, potem bo spet laž in potem se boste zgubili. Najprej pejte v eno tako namero, da želite sebe spoznati, potem pa se odpirajte svoji resnici. Potem pa še dodajte ščepec iskrenosti, vere vase, zaupanja v sebe, ljubezni do sebe in enostavno se raziskujte, spoznavajte se in boste videli, kam boste prišli. Jaz sigurno zaupam, da boste res kaj takega zanimivega odkrili o sebi, ki v bistvu sploh niste nekako zaznavali o sebi ali pa sploh niste vedeli, da ne vem, znate to pa to ali pa ne vem, karkoli pač že, ne. Tako da to je ključno, zato nekako sem rekla, se bom še takole oglasila, ker eni vem, da ne radi berete, rajši gledate video. In sem rekla, zdaj za tiste, ki radi berete, sem pač napisala članek, za tisti, ki pa radi rajši gledate, sem pa zdaj za vas še posnela pač na to temo, kaj se bo nekako dogajalo, kakšne energije bojo podprte v tem letu in s čim se bomo najbolj ukvarjali. Tako da nič ni to takega, če vzamete to čisto lahkotno, potem to gre lahkotno, če pa vzamete to za neko nujo, pa neko težkobo, bo pa tudi na ta način vse skupaj prihajalo do vas. Zato vas spodbujam, da to vzamete radostno, lahkotno, polno nekega veselja, zanimivosti, kaj boste še vse odkrili o vas, kako se boste še globje spoznali in te stvari. Tako da nekako, kakor sem vam že rekla, pojdite čarobno v ta proces. Tako da, ko boste šli čarobno v ta proces, vas bo sedmica ful podprla. Tako da bo šlo vse bolj lahkotno, nič nisem rekla, da ne bo kakšnih izzivov. Izzive imamo vsak dan, zdaj pa odvisno, kak jih sprejmemo. A jih sprejmemo na težak način, ali pa jih sprejmemo na, bom rekla, pa bomo še en problem rešili, tako enostavno, da se nekaj naučim. Tako da, evo, zdaj sem spet malo dolga, tako da nič hudega, jaz upam, da ste prišli do konca. Se še kaj oglasim, tako da hvala za pozornost in zaupanje, hvala, ker me spremljate. Če želite še več Lavitas nasvetov, dajte stisniti follow me ali pa subscribe, kakorkoli že, kjerkoli že to gledate. Tako da se sigurno še oglasim, lahkotno se raziskujte, pa če boste kaj luštnega ugotovili, lahko tudi napišete. Tako da lepo se imejte in vidas. Živjo!